Prehajamo na 3. točko. Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021, skrajšani postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 20/1, predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Luka Svetec, magister Matjaž Srša, Tina Trček, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in pa Lidija Božič. Besedo ima gospa Marija Kos. Izvolite. Lep dober večer vsem. Pred nami je predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022. Marija, rebalans je. Ja, rebalans, narobe sem pripela, vidiš. Malo težav. Malo tehničnih težav imam. Vidimo. Ja, saj vidim, ja. A se vidi kaj zdaj? Zdajle ne. Ne potegne mi. Zdaj znaš še Marija Kos. Ne znam še, ja, priznam. Bom jaz kar prebrala. Se pravi, proračun smo pripravili na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah in 17. člena Statuta občine Kamnik ter odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021. Rebalans proračuna obravnava in sprejme občinski svet, tako kot proračun. V njem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki občine ter vsi odhodki in drugi izdatki občine in pripravljanje v skladu z našim poslovnikom skrajšani postopek. Prvo, sam odlok o proračunu občine Kamnik je bil sprejet na 14. redni seji lansko leto 23. decembra. Potem smo na 15. seji 10. marca obravnavali prvi rebalans, na 18. seji 23. junija drugi rebalans, danes pa je v obravnavo dan tretji predlog rebalansa. Razlog za pripravo tega predloga je predvsem korigiranje prihodkovnih in odhodkovnih postavk in ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi in razpoložljivimi viri in izdatki. V samem odloku je spremenjen 2. člen in 15. člen, ki se nanaša na zadolževanje, kjer smo zmanjšali kredit za izgradnjo osnovne šole Frana Albrehta na 10 milijonov 400 tisoč. Toliko smo tudi dobili soglasje za zadolžitev, ker po zakonu se lahko zadolžimo samo za višino investicijskih transferov in to nam je Ministrstvo za finance tudi dalo soglasje. In spreminjamo tudi, dali bi soglasje, da se lahko družba Velika planina d.o.o. v letu 2021 zadolži do višine 400 tisoč evrov za rekonstrukcijo ceste Kranjski Rak-Rakove ravni. V tretjem predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 42 milijonov 208 tisoč evrov in so za 1.451 tisoč evrov oziroma 3,3% nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2021. Pri občini Kamnik so izdatki zmanjšani za 1.475 tisoč, pri krajevnih skupnostih pa so povečani za 24.121 evrov. Občina je vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke, prav tako pa tudi krajevne skupnosti na odhodke. V tretjem predlogu odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik po skrajšanem postopku je upoštevano načelo uravnoteženosti proračuna. Upoštevane so določbe 30. člena Zakona o javnih financah, ki določa tudi, da morajo biti predlogi za povečanje izdatkov, obsegati tudi predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini
pri čemer pa se ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije. V tretjem predlogu rebalansa so upoštevana vsa povečanja proračunskih postavk, pa tudi vse prerazporeditve, ki smo jih imeli v obdobju od 23. junija do 13. oktobra. Pripravljenih je bilo 35 odredb, pa 3 prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije. Podane imate v gradivu tabelarični prikaz splošnega pa posebnega dela, in sicer so prikazani stolpci sprejeti proračun 2021, veljavni proračun 2021, realizacija v obdobju 1. januarja do 30. septembra, predlog rebalansa, indeks realizacije v obdobju od 1. januarja do 30. septembra glede na veljavni proračun in indeks rebalansa 2021 glede na sprejeti proračun 2021. V tretjem predlogu rebalansa za leto 2021 so v obrazložitvah pod točko 3.1 podane in opisane vse spremembe na strani 171, pod točko 3.2 so podane spremembe proračunskih postavk v tabelarični obliki in obrazložitvah opisane spremenjene proračunske postavke na strani 174. Zdaj pa mogoče med prihodki so glavne spremembe povečanje davkov na promet nepremičnin za 160.000 evrov, potem povečanje drugi nedavčni prihodki za 153.000 evrov. Tukaj je upoštevan davek na dodano vrednost, ki si ga bomo povrnili za izgradnjo zbirnega centra Suhadole, ker zdaj gre ta center v najem in si po zakonodaji lahko DDV povrnemo. Potem so upoštevana državna sredstva za COVID-19 v višini 125.000 evrov in povečanje komunalni prispevek za 150.000 evrov. Pa zmanjšana je proračunska postavka prihodkov za kolesarsko povezavo Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana za 323.000 evrov, ker letos ne bomo uspeli poslati še zahtevkov, in kredit za 1.850.000 evrov. Na strani odhodkov pa so pomembne spremembe. Občinska uprava se povečajo plače za 146.000 evrov, kolikor znašajo tudi COVID dodatki. Potem se bistveno poveča tudi postavka redno vzdrževanje lokalnih cest za 100.000 evrov, vam bom samo te glavne povedala. Poveča se investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov za 62.000 evrov, javna razsvetljava in tokovina za 50.000 evrov, potem se povečajo tudi na oddelku za družbene dejavnosti stroški za vrtce, in sicer se poveča za koncesijski vrtec Peter Pan doplačilo oskrbnih stroškov za 53.000 evrov, za vrtec Zarje za 88.000 evrov, za vrtec Sonček za 104.000 evrov, za vrtec Antona Medveda za 124.000 evrov. Zmanjša se vplačilo v sklad KDV šole za 1.850.000, toliko kolikor znaša kredit, in zmanjša se tudi bistveno postavka regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana za 564.000 evrov. To bi bilo na kratko vse. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Na SMS se mi je prijavil tudi gospod Tone Iskra, tako da najprej ima besedo gospod Igor Žavbi. Izvolite. Mogoče se pa gospod Iskra na SMS prej prijavil. Izvolite besedo, Igor. Dajte, župan, navodila so, da se prijavljamo v chat na aplikacijo. Jaz prosim, da to vsi upoštevamo, ker ni fair. Prav je, da se pač vidi, kdo vse se prijavlja. Tretji rebalans številka 3. Zakaj jih je toliko? Moje mnenje je, da je slabo načrtovanje
proračuna tisto, ki je krivo številnim rebalansom. In stvari, na katere smo opozarjali ob sprejemanju proračuna, se odražajo danes ravno v tem rebalansu. Meni so nekateri izdatki, rekel, nerazumljivi ali pa ne vem, če bi upoštevali pač predloge za proračun, take, kot bi bilo treba, danes tega mogoče sploh ne bi bilo potrebno. Zdaj, res je, da zmanjšujemo naš kredit na 10 milijonov 800, a hkrati moramo vedeti, da je to maksimalni kredit, ki ga občina Kamnik lahko vzame. In meni je tudi čudno, kako da jemljemo kompleten kredit konec leta, mogoče so res razmere toliko ugodne, to bo poročevalka povedala, ali pa župan boste vi povedal. Cel kredit jemljamo letos, črpali ga bomo pa šele naslednje leto. Ne vem, če je to tudi čist v redu, koliko je te prakse, da se pač to tako dela, da se vzame kredit, da se ga da v sklad in potem iz sklada plačujejo zahtevki izvajalcev. Drugače pa tisto, kar bi opozoril v tem rebalansu, zaradi epidemije ali pa zaradi COVID situacije je bilo kar nekaj prireditev manj. Ampak mi pa povečujemo postavko za državne praznike in protokol. Tako kot redno, s vsakim rebalansom tudi dvigujemo postavko za PR. Mi smo opozarjali vedno, da je za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti denarja premalo, že v proračunu. In danes vidimo spet 100 000 evrov gor. Če bi to upoštevali na začetku, danes tega ne bi bilo. 35 000 evrov dvigujemo na izgradnji pločnika za Volčji potok prva faza. A veste, kaj jaz berem te stvari? Jaz ne vem, a dajemo ene postavke noter zato, da ene utišamo, pa je to vezano na tisto Edisovo vprašanje prej od začetka, ali pa če govorimo o pločniku v Špitaliču, ki ga vztrajno prestavljamo, ali pa če govorimo o pločniku v Buču, kjer smo imeli na začetku 50 000 evrov, pa potem 30, pa zdaj še 20 dol jemljamo, ali 10 dol jemljamo, pa bomo drug let imeli še 20 000, 2023, ko bomo pa kasneje govorili o tem proračunu, takrat se pa vse investicije znajdejo noter, kar naenkrat. In vztrajno prestavljamo pločnik Špitalič, pa pločnik Buč prestavljamo, pa odlagamo, kar od nekje pa prileti 150 000 evrov za pločnik Poreba. In da ne bo kdo narobe razumel, sem zato, da se pločniki seveda izvedejo. Povsod. Ampak, če imamo nek vrstni red, a vemo, kaj je proračun občine Kamnik? Proračun občine Kamnik je dokument, s katerim naložimo županu naloge, ki jih mora izvajati. In mu povemo, koliko denarja za kaj ima. Ne pa, da župan, katerega slikco zdaj gledam, ki ga niti v oči ne moram gledati, to predstavlja potem po svoje. Da ne govorim ravno o tem pločniku v Volčjem potoku, kako so se predstavljala sredstva. Iz tokovine, pa iz vzdrževanja javne razsvetljave smo gradili investicijo. Da ne govorim o tem, da smo z vzdrževanjem meteorne kanalizacije urejali cesto na Veliki planini, ki to ni cesta. Je res, da je občinsko zemljišče, vendar ni ne javna pot, ne lokalna cesta, ne nič od tega. In kar je imati sredstva od tam, kamor od nekje drugje, za kar so namenjena, ni prav, Medtem, ko se stanovalci na Tunški cesti bojijo, kdaj jim bo visoka voda spet zalila bloke. Zdaj žal ni seja v živo, da bi pokazal slike iz blokov, kako morajo stanovalci tam vreče postavljati, ker je pa cesta toliko razdrapana. Smo pa iz vzdrževanja meteorne kanalizacije na Veliki planini te stvari reševali, kar se mi ne zdi čist prav. Omenil sem že tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave. To, ko greš brati te stvari, mislim, moraš biti doktor, da razvozlaš, zakaj smo nekaj vzeli, pa drugam dali, pa sem prestavili, pa kaj prestavili.
Jaz bi tukaj pogledal tudi malo javna naročila, pa drobljenja, pa te stvari. Ne vem, če je vse tako, kot bi mogli biti. Ne? Visoka doplačila oskrbnih stroškov imamo. Povečanje sredstev. 53 pri Peter Panu, 88 pri Zarji, 104 pri Sončku, pa 124 pri Vrtcu. Ja, tega res nismo prej vedeli. Res ne znamo načrtovati. Sej karantene pa izolacije pa niso letos se začele. To šolo smo imeli že lani in lani smo porabili, mislim, da 2 seji na to temo. Ampak župan vztrajno niža tiste stroške, ki bi jih mogel zakonsko imeti pravilne. Ne? Mi smo pri sprejemanju proračuna opozarjali, da je treba materialne stroške pri osnovnih šolah nekoliko dvigati, ker smo videli, kakšne so bile porabe v prejšnjih letih, ampak smo jih za letošnje leto zbili pod minimum in danes dvigujemo 20 za Frana Albrehta, pa 4,5 za Toma Brejca, pa 10 za Marija Vera, pa 10 za Strani. Zadnja taka, ki mi pa pade v oči, je pa oživitev Trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovci. Iz 48 smo prišli na 67,200. Mene zanima, kdo ne zna pravilno zračunati ali pa opredeliti, oceniti vrednosti enega projekta. Ali pa so to zadeve, jaz točno vem, kako se je šlo v Motniku včasih, ko je bil predsednik krajevne skupnosti gospod Primožnik, pa mislim, da zdaj spet on vodi ta projekt, ampak iz druge funkcije. Samo poden rabimo, pa noter se bo poblil. In potem je sred leta prišel, pa dajmo še fasado narediti, ki je zdaj noter lepo, da bo še zunaj lepo. Ampak ne gre, če je proračun tak, kakršen je, se moramo proračuna držati. Ampak gospod župan je pač rad všečen vsem in redno skrbi za to, da tala bombončke. In bliže, ko so volitve, več je teh bombončkov. Zelo dobro se bo to videli pri naslednjih 2 točkah, ko bomo sprejemali proračune za 22 in 23. Toliko rebalansov in toliko enih popravkov z rebalansi, jaz mislim, da nekdo ne upravlja svojega dela. Zdaj po Kamniku se govori, da itak župan sam proračune sestavlja. Ne vem, župan, zakaj imate pol 50 ali 55 ljudi zaposlenih v občinski upravi, če sam dela. Stvari je treba dobro načrtovati, sprejeti proračun, ki ga je potrdil občinski svet, je pa treba spoštovati. In jaz tega rebalansa danes žal ne morem podpreti. Hvala lepa. Hvala. Zdaj ne gre za bombončke, ampak prepotrebne investicije, ki jih je v občini Kamnik treba ogromno narediti. Tako da besedo ima Karmen Drgan. Ja, lep pozdrav vsem zbranim. Jaz bom malo krajša, kakor kolega Žavbi. Imam zgolj eno vprašanje. In sicer v odloku o rebalansu proračuna za leto 2021 je dodana določba, da se družba Velika planina, d.o.o., lahko zadolži v višini 400.000 evrov za rekonstrukcijo ceste Kranjski Rak in pa Rakove ravni. Zanima me, glede na to, da bo Velika planina d.o.o. in pa posledično občina Kamnik krila vse stroške rekonstrukcije ceste, kako so urejene zadeve z občino Luče, ki je tudi v bistvu lastnica te ceste. Hvala. Hvala. Besedo ima Anton Iskra. Pozdravljeni. Ja, se slišimo? Vse, gospod Iskra, kar izvolite. Spoštovani, predlog rebalansa letošnjega proračuna in tudi predloge proračunov za leto 2022 in 2023 bom seveda podprl, saj so vsi trije zelo dobro pripravljeni. Osredotočil se bom samo na eno proračunsko postavko, 4612, saj jo razumem kot še en pomemben korak na dolgi poti naše občine
do ureditve prometne infrastrukture po meri težje gibljivih članov družbe, starejših in seveda invalidov. Pričakujem, da bo občina Kamnik marljivo izvajala odpravljanje arhitektonskih ovir na terenu v doglednem času nadgradila tako, da bi pridobila tudi certifikat Zveze delovnih invalidov Slovenije za občino po meri invalidov. Upam pa tudi, da bomo že kmalu v spletnih aplikacijah preverjali, kje v naši občini so arhitektonske ovire že odpravljene in kje še niso. To smo naredili pred 14 dnevi z Geodetskim inštitutom Slovenije. Da nadaljujem, v predlogu rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2021 se bo proračunska postavka 4612 posodobitev uvoza Sirius s prvotnih 50.000 evrov znižala na 24.000 evrov, ker se bo izvedba projekta nekoliko zavlekla, ker vemo, da se je Sirius Kamnik na občino Kamnik obrnil s prošnjo za izboljšanje prometne ureditve na izvozu v zavod. Rekonstrukcija uvoza bo bistveno izboljšala stanje prometa na tem področju, prav tako pa bo omogočila lažje izvajanje gradbenih del, ki jih bo v lastni režiji izvajal Sirius. S tem bodo upravljene tudi številne arhitektonske ovire, kar je najbolj dobrodošlo za gibalno ovirane, invalide in starejše. In tudi nujno, saj je to vhod v ustanovo, ki se zlasti posveča skrbi za prvo od dveh skupin prebivalstva. Ker je zaradi usklajevanja idej rešitev in medsebojnih razmerij med občino Kamnik in Siriusom postopek nekoliko dolgotrajnejši, bo proračunska postavka letos namenjena le izdelavi projektne dokumentacije, dejanska izvedba del pa bo v letu 2022, kot lahko vidimo v predlogu proračuna občine Kamnik za leto 2022, kjer je isti proračunski postavki 4612 posodobitev uvoza Sirius dodeljenih 65.000 evrov. Namreč Sirius bo gradil nov prizidek k obstoječemu kompleksu, zaradi česar je potrebno izvesti razširitev javne poti številka 660-306 Novi trg Sirius, perova v dolžini cirka 100 metrov. Hkrati pa jo napravil še po meri gibalno oviranim. Trenutna pot je ozka in otežuje vožnjo intervencijskim in tovornim vozilom, hkrati pa predstavlja številne ovire za gibalno ovirane, invalide in starejše, kar seveda ni primeren vhod v ustanovo, ki je imenovana izobraževanju, rehabilitaciji in usposabljanju gibalno oviranih. In to v občini, ki se že desetletja trudi za gibalno enakopravnost. Vozišče je že dolga leta v slabem stanju, pločnik pa je precej neprimeren za vozičke. Veselim se, da se bo to kmalu spremenilo na bolje. Hvala. Hvala, gospod Iskra. Zdaj, preden gremo naprej razpravljati, bi dal besedo poročevalki gospe Mariji Kos za nekaj odgovorov. Izvolite. Ja, pozdravljeni. Zdaj najprej bi rada povedala, da sem bila mogoče narobe, a se slišimo? Da sem bila mogoče narobe razumljena, ker občina Kamnik se lahko zadolži za več kot za 10 milijonov 400, ampak v proračunu občine Kamnik za leto 2021 imamo na proračunskih postavkah in potem posledično na skupini kontov 42 za 10 milijonov 400 pa še nekaj investicijskih izdatkov. In samo za te investicijske izdatke na Ministrstvo za šolstvo da soglasje. Kredit, ki gre za izgradnjo osnovne šole, pa gre v sklad in gre kot tekoči transfer, ter se tako ne upošteva kot investicijski odhodek. In zaradi tega nismo dobili soglasja, zadolžimo se lahko pa še za več, da bo pravilno razumljeno. Zdaj, kredit je bilo potrebno vzeti pred podpisom pogodbe, ker pogodba mora imeti kritje. In mi imamo zdaj podpisano pogodbo tako za črpanje kredita, kot za izgradnjo osnovne šole Frana Albrehta.
Mislim, da je bilo to tisto najbolj pereče, kar je prav, da veste, zakaj se kredit jemlje v letošnjem letu. Črpali ga bomo v zadnje dni meseca decembra, potem pa računamo, da v naslednjem letu bomo tudi ta sredstva porabili za izgradnjo osnovne šole. Obresti so zelo nizke, saj smo uspeli dobiti obrestno mero 6-mesečni Euribor plus 0,2 obresti na letni ravni. V naslednjem letu bomo plačevali samo obresti, ker smo se uspeli dogovoriti z kreditodajalcem, da glavnica se začne odplačevati 1.1.2023. Jaz mislim, da z tega vidika smo temu zadostili. Hvala lepa. Hvala. Zdaj še mogoče odgovor glede Velike Planine. Zdaj, pri asfaltiranju tiste ceste od Kranjskega Raka do Rakovih ravni, ki je dovozna cesta do Velike Planine, smo v lanskem letu naredili prvi korak, to je, da smo vzpostavili sistem uvedbe parkirnin in iz tega sistema smo v roku enega leta, torej 17. julija 2020 do 17. julija 2021, zbrali tam v grobem okoli 150.000 evrov. Zdaj, kar dobršen del tega so stroški izvedbe vseh teh ukrepov, torej pobiranje in pa vzpostavitev mehanizma. Dobršen del, nekje okoli polovice teh sredstev pa bo ostal za to, da bomo lahko to cesto asfaltirali. Res je, da ta cesta je na področju občine Luče, pa vendar vodi do občine Kamnik. Občina Luče te ceste ni imela namena nikoli asfaltirati, ker gor nima nekih interesov in zato je ta sistem, da bo zdaj cesto asfaltiral tisti, ki pobira parkirnino, iz zbranih parkirnin inovativen pristop, ki nam je zagotovil, da se bo ta cesta in pa dostop do Velike Planine, ki je bil do zdaj pač velikokrat, tako cesta je bila zelo v slabem stanju, domala za večne čase oziroma za naslednjih 30 let izboljšal. Gre za to, da so leto že začeli z pripravljalnimi deli, torej vse odvodnjavanja so rešena, tudi utrditev bo pripravljena, asfalt pa se bo položil naslednji let. Gre pa za to, da bo to investicijo izvedla Velika Planina. Glede na to, da ima koncesijo za pobiranje parkirnin 5 let, bo to izvedla iz zbranih parkirnin v 5 letih in zato, da investicijo lahko že danes pokrije, je primorano vzeti kredit in se pravi na nek način soglasje za vzem kredita in pa dajemo občina kot 100% lastnik podjetja in to gre tudi v sklop našega zadolževanja, pa vendar je to kredit podjetja Velika Planina in tudi iz tega denarja bo dejansko ta cesta asfaltirana in mislim, da dejansko smo tukaj naredili en ogromen korak naprej. Kar se tiče zadolževanja ostalega, je gospa Kos, vodja financ, povedala, torej lahko se zadolžimo še za več, pa vendar smo v letošnjem letu oziroma, da smo zaprli investicijo v šolo, lahko vzeli kredita toliko, kot imamo letos investicijskih izdatkov, ne pa celotnega kredita, torej vsega ostalega, ki ga bo okoli 12 milijonov, ga bomo počrpali še takrat, ko bo potrebno. Glede bombončkov sem odgovoril, da gre za nujne investicijske projekte, ki jih moramo izvesti. Zdaj mogoče je kdaj na proračunski postavki nekoliko manj sredstev, tudi iz stališča tega, ker je ocenjena na podlagi konzervativne metode, to pomeni, da z nizkimi nekako stroški in načelo tega pa gremo v smer, da dejansko potem tudi ponudbe dobivamo nižje, kot pa če bi bilo na postavki zagotovljenih ogromno in veliko več sredstev. Skratka, če je na postavki manj sredstev, tudi prijavitelji vidijo, da je projekt nekako manjš vreden in dobivamo tudi po pogajanjih in po nekako v skladu seveda vse lahko kadarkoli pač kdorkoli preveri z zakonom o javnem naročanju, torej na portalu in tudi za tiste storitve in gradnje, ki jih naročamo preko zbiranja ponudbe pošiljamo več kot 3 podjetjem in po pogajanjih dobivamo cene, ki so relativno nižje, kot so bile tudi prej. Pa vendar še enkrat, zakaj je cena dostikrat nižja? Zato, da tudi prijavitelji, ko gledajo proračun, na nek način vidijo, da tega denarja ni neomejeno in da pač tudi cene temu primerno dobivamo. Investicije, ki se izvajajo, cene, katere dosegamo, so res manjše kot kadarkoli in tukaj lahko tudi zgradimo potem
Več zdaj, tudi redno vzdrževanje cest je bilo vzpostavljeno, zdaj v prejšnjih letih so bila sredstva tam okoli milijon, letos smo uspeli vzdrževati ceste za okoli 700 000 evrov, kar je na nek način resen pristop in verjamem, da bo pa tudi iz tega denarja, kar bo zagotovljenega, naredili tudi še veliko več na strani vzdrževanja mult, se pravi čiščenja pločnikov in tako naprej. Tako da toliko v grobem, gre pa za to, da v tem rebalansu na nek način niso nobeni projekti izčrtani, gre samo za uskladitev z dejanskimi razpisi in pa dejansko doseženimi cenami, nič pa bistvenega ne izpada iz proračuna, ki je bil zastavljen in zdaj se pač spreminja. Tukaj še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Ja, navezal se bom, gospod župan, na ta vaš zadnji del, ko ste govorili o konzervativnem zbiranju oziroma konzervativni pripravi proračuna za to, da so ponudbe manjše. Vi gledate na to na ta način, jaz pa gledam na to drugače. S tem, ko nižate ocenjeno vrednost, spravite v proračun več investicij in kaj se potem zgodi, ko zmanjka denarja, je treba prerazporejati. In prerazporejate iz tistih investicij, katere smo dali v proračun, katere ste vi dali v proračun, samo zato, da ste utišali naše svetnike in ne izsilil, ampak povzročil to, da smo proračun podprli. In ravno te investicije zdaj zmanjšujete pod pretvezo, da je treba pridobiti projektno dokumentacijo oziroma da je projektna dokumentacija v izdelavi in tako naprej. Ampak tukaj jemljate na teh investicijah, ki ste nam jih dal, pod narekovaj, ki ste nam jih dal, nam zdaj jemljate. In to se dogaja Edison na Tunški, to se dogaja s pločnikom v Buču, to se dogaja s pločnikom v Špitaliču in to se dogaja še s parimi investicijami. In koliko se je naredil iz vzdrževanja? Po junijskih poplavah so šele oktobra določene bankine popravili. Meteorna kanalizacija je bila neurejena. Seveda, ker je šel denar iz meteorne kanalizacije nekam drugam. In ko govorite o nujnih investicijah, prepotrebnih investicijah v občini Kamnik, prepotrebne investicije v občini Kamnik se planirajo v proračunu. Vi pa jih noter prinašate z rebalansom in to so bombončki. In bližje, ko gremo v volitvam, več teh bombončkov, s tem, da si vi te bombončke zagotavljate oziroma jih ljudem predstavljate že tudi za leto po volitvah. In tukaj zaključam. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa za besedo. Zdaj, jaz se namenoma nisem oglasil v začetni razpravi, ker iskreno povedano ponavljam eno in isto, mandat se počasi že izteka, da enostavno tolikšni rebalansi so samo plod slabega načrtovanja, ad hoc reševanja stvari, ugajanje vsem in pa hitenje k izvrševanju vseh obljub, ki so de facto prekomerne. Seveda, lahko bi človek rekel, da na osebni ravni boli, ko dobi človek tudi zagotovilo strani župana, da bodo neke prioritete, ki se ponavljajo ne vem koliko časa, že v proračunih sanirane, pa temu enostavno ni tako. Glede na prejšnji stavek, ki je bil nekako jasen, kaj bistvenega ni ven izletelo, torej tiste stvari, ki zanj niso bistvene, gredo ven in enostavno je to jasno sporočilo tudi ljudem. Zdaj, seveda smo pa mi na drugi strani ne nazadnje funkcionarji, zadevo probamo in skušamo čim bolj opravljati profesionalno, tako da za neke osebne zamere tu ni, je pa nenavadno. Po pravici povedano sem vas imel za malce drugačnega, to sodelovanje do zdaj vsaj z moje strani je bilo iskreno, ugotavljam, da pač enostavno več ne more biti. Kar zadeva pa prerazporejanja in kar zadeva nekih, oprostite, izrazom, kot so konzervativni pristopi, to je slab pristop. Lahko je konzervativen, lahko je moderen, ampak je slab. Ker če se ena investicija poviša iz 40 000 na 65, mi verjete, ni treba zdaj tukaj procentov računati, kolikšen dvig postavke je to. Ker je pa še najhuj in na to je treba opozoriti, ker v zadevi jaz nisem sam. Do mene prihajajo ljudje, tako kot prihajajo do mojih kolegov vseh 29, ne nazadnje največji meri verjeten do vas, gospod župan. Zakaj zadeve vendarle niso urejene, ko je enkrat sporočeno, da bodo? Vse bomo v zadevi o proračunu 2022-2023
tudi še kakšno besedo namenili. O dikcijah, kot so, ukolikor se bomo lahko dogovorili. Veste, to je taka dikcija v obrazložitvi, kot da bi človek rekel, ne vem, jutri bo morda dež, morda bo sonce. Mislim, mi smo funkcionarji, pa nismo profesionalci. Vi ste se pa te zadeve lotili profesionalno in je najmanj kar za pričakovati, da tako tudi reagirate. Gre pa seveda, še enkrat več, nazaj se vračam, gre za neko obliko transparentnosti, jasnosti in pomeščanja prioritet. Legitimno je, da to za vas ni prioriteta. Sem potem prevzamete odgovornost, pa povejte, poglejte, omenjena cesta, zato ker jo zagovarja Edis ali pa Igor ali pa kdorkoli že pač, ne bo sanirana do leta 2030. Ker to, da bo kdo mislil, da se pa vendarle da nekoga utišati, če se samo postavko umesti, pa vam bom zelo odkrito povedal. A mislite, da zdaj kdorkoli verjame, da bo to zadeva res urejena, če ste dali sam postavko noter, če se to vleče že 3-krat? Mislim, to v najmanjši meri jaz to lahko prenesem, ker sem lokalni politik. Ljudje pa tega več ne morejo prenesti. In oni imajo pravico iti samo voliti, in to je tudi dolžnost, ki jo opravijo, potem pa pričakujejo nekaj, če nekdo to obvesti. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Mogoče bi tudi jaz sam tale odgovor slišal pri vrtcih, oskrbni točki vrtcev, ki bi ga vprašal, me zanima, kako zaradi česa do tega prihaja, do kar mislim, prav 400 000 več, sam to bi mogoče, če se da pojasniti. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Dober večer vsem skupaj, se opravičujem, nekaj mi je tam ne zatajilo, pa je šlo takole. Ampak jaz bi se navezala na tale tretji rebalans v letošnjem letu. Ker malo sem razočarana, ker mislim, da je bilo 3-krat v Kamničanki, pa enkrat še celo v Dnevniku nekje izpostavljeno, da se bo cesta Stavnik, ki je tudi med drugim nevarna pot v šolo, za učence šole v Stranjah in seveda zdaj že tudi kar velik del učencev v Kamniku, srednja šola, poklicna in tako naprej. Ampak žal te, bom rekla, ceste in sanacije te ceste nismo dočakali. Čeprav, kot smo slišali kar na nekaj sejah, je bila to prioriteta in da bo prioriteta, vendar ta prioriteta je potem, kot ste slišali, vsaj 3-krat oziroma 4-krat bila odmaknjena in odvzeta. Ne vem sicer zakaj. Po drugi strani sem pa slišala, da je bilo 400 metrov cest v Kamniški Bistrici, nekako, jaz ne vem, kje to je, ampak mogoče je bilo to planirano ali pa upoštevano, da se je to asfaltiralo oziroma popravilo, pa se ni. Jaz bi res poskušala neko uravnoteženo situacijo in želela, da je uravnotežena po občini, tako kot je Edi zagovarjal nekje mestno jedro, nekako poskušajmo tudi v severni del občine, ki je največja, bom rekla, krajevna skupnost, nekaj sredstev odmakniti, ne mogoče samo za eno in eksplicitno samo za eno streho, ampak mogoče tudi, kot smo slišali večkrat, prioritetno cesto, ki je potrebna sanacije, da ne govorim tudi o drugih, ker je še velik del cestišč, ki niso urejene, ki so še makadamske in zelo nevarne. V zimskem času, zdaj, ko se začne, bodo zelo nevarne. In se enormno sredstev za to tudi porabi, za vzdrževanje in pa urejanje. Res pa je, da tudi krajevna skupnost Kamniška Bistrica v resnici poseže na Veliko planino. Mogoče je tam ta cesta potem planirana, to pa ne vem, ampak če sem malo skeptična pa zlobna, kakorkoli že, vas prosim za eno temeljito, razporeditev, ne samo v neke ozke smeri, ampak tudi tisto, kar smo planirali in prioritetno izpostavljali, dajmo enkrat to v nekem pravem zaporedju tudi rešiti. Jaz bi rekla še to, tudi pogrešam dokončane kanalizacije severno od Bekselna oziroma v Bistričici. To je tudi kar nekaj spadlo, ljudje si izmišljujejo 100 izgovorov, ampak veste, planirano je in mislim, da je prav, da bi se stvari dokončale, da smo potem lahko nekje drugje. Verjetno ne veste, da tudi Stavnik zdaj nima vode že en teden, tukaj bo treba tudi razmišljati
mogoče še o kakšnih finančnih zalogajih za obnovo, ker če se vodarina pobira, naj bi se potem tudi vlagalo v to. Ampak po drugi strani še enkrat res apeliram na vse, da se tale naša problematika in pa neko ravnovesje razporeditve sredstev za ceste, ker če bo 700. Hvala. Zdaj, gospa Karla, z vsem spoštovanjem, ampak v tem trenutku se cesta v Stolniku 400 metrov asfaltira. Ne? In začetek del je bil pač prejšnji teden in zdaj cesta se bo asfaltirala v dolžini 400 metrov, kar je en velik napredek po 10 letih prigovarjanja in vsega. Tako da, poleg tega se je naredil s Tehovci pač pločnik, se je naredila tam pač tudi marsikaj drugega še in prvič v letošnjem letu smo začeli sanacijo doma na Vegradu, kjer smo zamenjali streho in tako naprej. Zdaj, zakaj se pa v Bistrici ne gre naprej, zato ker pač nimamo še gradbenega dovoljenja, ker določenih zemljišč nismo uspeli pridobiti. In zdaj mogoče tudi odgovor. Ja, kar nekaj pogajanj in pa dogovorov rabimo z vsemi lastniki in tukaj ni nujno, da vedno pridemo do dogovora. Pač lastnina je sveta in če nam lastniki pač teh zemljišč niso pripravljeni, da pač ne moramo tiste stvari narediti. Zdaj, glede Tunžke, kar dolg časa se res že govori o njej, pa niti enega resnega projekta o njej pripravljenega. Vemo, da je pač v Tunžki cesti tudi vodovod, tudi kanalizacija, da je to del mestnega jedra, da je tudi Medvedova del mestnega jedra in tukaj je potrebno dejansko projekt resno zastaviti in uskladiti vse te stvari, torej vodovod, kanalizacijo, meteorne vode, mestno jedro, torej tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Tako da to je resen projekt, ki se ga bomo lotili. Zdaj zaključujem razpravo, mogoče še preden zaključujem razpravo, gospa Marija Kos ni glede vrtcev, kjer se sredstva usklajujejo z dejansko porabo, pa vendar, gospa Marija, če imate glede postavke vrtcev kakšen konkretnejši odgovor kot to, da se usklajujemo. Lahko. Pri pripravi proračuna za letošnje leto smo planirali še po starih cenah, potem smo med letom ceno spremenili in sorazmerno zaradi tega je tudi odpade zdaj več stroškov za plačilo občini Kamnik. Iz tega naslova je prav, da zdajle umestimo to tudi v predlog rebalansa, da pokrijemo te stroške do konca leta. Predvsem zaradi tega, da sami veste, med letom smo ceno dvignili. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021 v prvi obravnavi. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Natalija Berlec. Za. Karmen Drgan. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Vzdržana. Jože Korošec. Za. Doktor Jernej Markelj. Za. Ives Matjan. Vzdržana. Magister Šimso Mujanovič. Za. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Zdržim. Ančka Podbevšek. Vzdržana. Bogdan Pogačar. Bogdan Pogačar. Žan Potočnik. Vzdržan. Robi Prosen. Za. Doktor Janez Rifel. Za. Edi Srujovič. Vzdržan. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Vzdržan. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Vzdržana. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Vzdržana. Grega Zorman. Vzdržan. Igor Žavbi. Vzdržan. Za je glasovalo 17 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima Igor Žavbi. Hvala lepa.
Jaz sem kar nekaj pripomb prej dal, no, ampak zelo malo je bilo pa odgovorov. Hvala gospe Kos za odgovor glede kredita, ki sem res nekoliko narobe razumel vse skupaj, kar se tega tiče, ampak vse ne, ni bilo nobenega komentarja na dvig sredstev za materialne stroške. Prav tako me zanima, kje so razlogi za dvig sredstev za oživitev Trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovci. Ali je to, zdaj si nekdo še nekaj zraven zmislil, ali je pač investicija dražja, kot je bilo zamišljeno v začetku, oziroma ste preveč konzervativno pristopili k razpisu, glede na to, da gre za neka nepovratna sredstva, tudi me zanima, koliko je lahko tukaj potem kaj ogroženo, če se sredstva kar spreminjajo, oziroma če se projekt spreminja. Mislim, da je pač to, kot sem rekel, ali gre za slabo načrtovanje, ta konzervativni pristop me pač ne zdrži in vaš način dela mi pač ni všeč, vaši odgovori. Pozabil sem prej mogoče omeniti tudi eno zanimivo tam razlaga pri povezavah zasebnih vodovodov v Tuhinjski dolini na kohezijski vodovod. Jaz mislim, da že 3 leta beremo popolnoma isto obrazložitev. Jaz bi si mogoče želel med obrazložitvami, kaj je bilo narejenega, kateri vodovod se je priklopil, kam se je priklopil, zakaj se ni priklopil. In kakšni so načrti. Jaz sem že večkrat tudi vprašal, kaj se dogaja z vodovodom Šmartno v Tuhinju. A se kdo pogovarja z vodovodnim odborom, a se nihče. To se vztrajno prelaga. Zakaj? Zato, ker vsi vemo, da bodo to težka pogajanja. Ampak nekoč bo treba tudi v to kislo jabolko zagristi. Hvala, se veselim odgovorov. Hvala. Besedo ima Edis Rujovič. Hvala. Jaz sem nekako podal prej svoj pogled in na to razumem, da ni nekih odgovorov, lahko so kontramnenja, ki so še enkrat več legitimna, normalna tudi za neko demokratičnost. Na drugi strani me pa šokira teza oziroma stališče, da mi ugotovimo, da še nobene študije ni bilo narejene za ceste, katere umeščamo že 3 proračune noter. In če to ni znak neke konfuznosti in utišanja, jaz sebe res ne jemljem kot nekega političnega nasprotnika nekoga. Pač mi imamo neko demokratično razpravo, ki vsak zagovarja svoja stališča, ampak iz vidika neke transparentnosti se mi pa zdi smotrno, da ne govorim v luči, ko smo ravno pri cestah, da je bil viden napredek dosežen z tisto tako imenovano lestvico, če se malce drugače izrazim, ali pa po naše svetniško smo govorili o eni prioritetni lestvici urejanja teh cest. Ker naenkrat ugotovimo, da v bistvu lestvica tudi, če je, bomo malce po svoje. Še bolj šokantno je pa to, ampak ok, vsaj na drugi strani pač zdaj jasno imamo odgovor in je vse črno na belem, da se s to problematiko nihče do zdaj ni ukvarjal in se ima za namen šele leta 2023 ukvarjati. Tako kot je morda zdaj vam, župan, neprijetno mene poslušati, je še bolj neprijetno, da 3 leta eno in isto ljudem jaz razlagam praktično v vašem imenu, da zadeve bodo, na koncu bo ugotovimo, da ni nekega jasnega interesa. Če ni, je to legitimno, ponavljamo. Zdaj, zakaj te študije niso bile narejene, je pa novo vprašanje, ki ga zdaj zastavljam. Kaj je bil glavni razlog, da te študije do zdaj še niso bile upravljene in da se v letu 2022 namena 20.000 evrov za pripravo dokumentacije? Po mojem osebnem mnenju, ki ga lahko tudi argumentiram, bi se to lahko izvajalo sprotno. Torej, predhodno bi se to lahko pripravili. Seveda se pa vračam nazaj, je pa stvar prioritet. Tako da, oprostite, mene pač žal s tem odgovorom niste prepričali, morda ste širšo javnost, ampak pustimo čas v čas. Hvala. Hvala. Zdaj, glede še enkrat, 100 km imamo makadamskih cest, 100 km dotrajanih.
In za resno sanacijo po tistem programu, ki je iz leta 2011-2012, je potrebno 33 milijonov za to, da saniramo tele dotrajane asfalte. In ni samo Tunška slaba, ampak je slabih res ogromno cest. In zdaj, letos smo se lotili asfaltiranja makadamov in teh je bilo 17 odsekov. Povejte mi en mandat, ko se jih je tudi 17 odsekov makadamov asfaltirali. En mandat, ne eno leto, ampak kakorkoli. Se pravi, gre za to, da dejansko smo se lotili celostno in da počasi pridemo v krog. Zdaj, glede Tunške pa še enkrat, nekega resnega projekta ni bilo pripravljenega v vsej zgodovini. 10 let nazaj, 15 let nazaj in niti 3 leta nazaj. Torej, tam je potrebno pač vklopiti vodo, kanal in vse stvari na tej cesti in meteorno vodo rešiti. In to bomo rešili s projektom naredili naslednji let. Zdaj, glede zasebnih vodovodov, ne, Igor, pač tako 11 let so isti odgovori, 11 let, odkar je pač po mojem se s tem resno nehal ukvarjati gospod podžupan Rudi Pfeiffer, leta 2010 se na priklapljanju vaških vodovodov, tudi konkretno Šmartnega, žal ni naredil dosti. Pa sem prepričan, da bi se mogli več in verjamem, da se tudi v prihodnje več bo. Zdaj, glede Trškega jedra, pa prosim Borisa Ravbarja, pa potem še Marijo Koz za odgovor. Izvoli, Boris. Pozdravljeni. Glede samega projekta ureditev Trškega jedra, zakaj je prišlo za povečanje? Povečanje je prišlo, ker so bile pridobljene ponudbe na trgu višje, kakor je bila pa ocenjena vrednost. Zdaj se dogaja, kot veste, v tem letu so določene stvari pri gradbeništvu zelo poskočilo, predvsem tudi pri kanalizaciji in pri drugih, pač pri tem projektu so ponudbe kar višje pridobljene preko evidenčnega naročila in da izpeljemo projekt, je bilo pač treba povišati postavko. Poleg tega se je pa pri sami projektu sodeluje tudi ZVKD. DVKD pa ima dodatne želje in dodatne zahteve. In dodatna zahteva je bila dodatna zasaditev oziroma daljinska ureditev, ki smo jo pa dodatno umestili. To je to. Hvala. Še gospa Marija Kos, glede... Ja, glede materialnih stroškov smo planirali v lanskem letu. Vsi veste, da so se v letošnjem letu podražili energenti in ostale storitve. Tako da jaz mislim, da glavnina povečanja stroškov je iz tega naslova, pa tudi sami veste, da nismo točno vedeli, kako bo se epidemija odvijala in tudi tukaj je verjeten odsev določenih povečanih stroškov materialnih iz tega naslova. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Bom prebral to, kar ste vi rekel, da je že 11 let isti odgovor. Občina Kamnik je v preteklih letih zgradila kohezijski vodoč do Šmartnega in 2 vmesna vodohrana. Torej, to je bilo zgrajen 2015-2016 in to ni 11 let nazaj. Jaz vem, da v tem času je bilo nekaj prevezav že narejenih in o tem podatku sprašujem. Ta podatek bi želel v tej obrazložitvi, ker nekaj stvari je bilo narejenih. Tukaj noter pa samo piše, v prihajajočem obdobju bo občina v soglasju z lastniki zasebnih vodovodov na tem območju zgradila priključne vode in sedanje zasebne vodovode priključila na kohezijski oziroma javni vodovod. Predvidena sredstva za aktivnosti na tem področju v letu 2021 so 8 000 evrov. Pogrešam opis stanja, kaj je bilo narejenega. Mogoče je bilo tudi letos, vem, da je bilo lani nekaj narejeno. Tam okrog Markovega, tam se je nekaj prevezvalo. Tega podatka ni, nikjer. To je tisto, kar me zanima. In meni je zelo zanimivo, ko nekaj ni narejen, kako se je fino vrniti nazaj 10-11 let nazaj. Ko gospod župan ste se že vi nalezli od gospoda podžupana, krivite vse eno osebo oziroma eno oblast. Ampak vi morate vedeti, da ste bil tudi vi takrat podžupan od 14 do 18, da ste občinski svetnik že od leta 2006. Od 2006 kreirate občinsko politiko, sodelujete v njej.
Jaz na vašem mestu se ne bi tako rad v zgodovino vračal, pa rekel, da že, ne vem, ni bilo v preteklosti nekaj narejenega. In tudi, veste, po 3 letih mandata govoriti, da je bilo 10 let nazaj nekaj končan in potem ni noben zagrizel, sej, mislim, kar, ampak pljuvate tudi v svojo skledo. Ker v teh 3 letih tudi ni bilo nič narejenega. Je pa res, da se je po prejšnjem mandatu zgradil kohezijski vod do Šmartna v Tuhinji. In ta voda, ki zdaj teče iz Kamnika v Šmartnu, v Šmartnem teče ven. Na Iberlaufu, po domače reče, ne? Ker odjema pa ni. In te stvari pogrešam. Pogrešam bolj kvalitetno napisane obrazložitve. Hvala. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav vsem svetnikom, svetnicam. Tole, ko poslušam, ne vem, govorimo o letošnjem rebalansu, govorimo o čem drugem z vseh strani, pač se vračamo v zgodovino, no, pa zdaj se bom pa vrnil še jaz. Leta 2014 sem predlagal takratni občinski upravi prenovo vodovoda in kanalizacije na Jelovški in Jakopičevi cesti in potem takem sem pričakoval, da je to umeščeno v ta prioritetni seznam. Do danes, s tem, da je bilo 2019 pač tam prenovljena optika, da so bili pripravljeni projekti, do danes se ti projekti še niso realizirali in me zanima, kdo je koga preskočil. 2016 sva z Edisem Rujičem hkrati predlagala asfaltiranje 2 parkirišč. On tistega na Fužinah ali pa na Tuniški cesti, jaz pa tega za Petrolom na Klavčičevi. Obe pobudi sta bili nekako sprejeti, vemo, katera je asfaltirana, katera pa še danes ne. Tako da jaz pričakujem, gospod župan, da boste pa zdaj prioritete iz naše strani podane tudi upošteval in da tiste, ki so bile podane za temi mojimi pobudami, pridejo na vrsto šele kasneje. Da bomo prioritetni seznam striktno upoštevali in tako nadaljevali lepo naprej. Ko poslušamo od vodovoda, prevezave vaških vodovodov, lahko rečem, da je bilo največ to narejeno v zadnjem Smolikovem mandatu, potem je to zamrlo, ker to niso pač, ni domači kašelj, nekaj ima tudi tle, ko se je gradila kohezija, se je seveda dala tam pač prioriteta, ker je logično, da se najprej primarni vod zgradi, ki omogoča prevezave vaških vodovodov, pa vendar bi moralo takrat pri načrtovanju tega in dimenzioniranju tega voda biti že vse domenjeno, kaj se bo gor priključilo. Če pogledamo IP iz kohezijskih sredstev ali pa z tistega projekta, boste ugotovili, da temu ni bilo tako. Se pravi, gor ni bilo zračunan, niti da se bo en priklopil v IP. Tako da to si poglejte. Ne rečem, da ni bilo to planirano, ampak takrat je bilo tako načrtovano. Tako da zdaj je naloga za nas vse, da to začnemo delati. Markovo je bil zgrajen sekundarni vod, ampak ni bil pa še prevezan Igor. Tako da tam manjka še črpališče, jaz sem se to zanimal ravno 14 dni nazaj, manjka črpališče in manjka povezava od Kavrana do Kapelice, da se bo ta zadeva lahko priklopila. Tako da mislim, da se moramo nehati ukvarjati z zgodovino in nehati z enimi prioritetami, vse, ker je v proračun dano, vse, ker je bilo na volitvah, vse, kar so volivci podprli, 6000 glasovi je prioriteta. Hvala lepa. Hvala. Glede vaških vodovodov, letos se prevzema vaški vodovod Rakitovec. Torej, zaključujem razpravo, glasovali bomo... Replika, župan. Ok, replika, izvoli. Dajte, da ne bom jaz narobe razumljena, ne. Moj namen ni bil vračanje se v zgodovino. Moj namen je bil tisto, kar sem poudaril na koncu. Pri določenih postavkah bolj kvalitetno napisana obrazložitev. Zato, ker jaz, če nekaj iz obrazložitve razberem, zakaj se gre, mi je to dovolj. In tukaj me je gospod Pogačar verjetno narobe razumel. Sem pa res vmes omenil, to pa priznam, da se bo treba tudi, ne vem, s temi vaškimi vodovodi začeti pogovarjati. Za Rakitovec pa vem, ampak spet nisem to zvedel iz občinskih papirjev, ampak sem zvedel od krajanov in nima veze s kohezijskim vodom.
Želim pač neka poročila, ker mi je včasih malo sitno, da moram za vse stvari postavljati potem svetniška vprašanja, ne. Ker se mi ne zdi prav, da potem občinska uprava trpi na ta račun, ker bi lahko bilo delo prej upravljeno, ne da se dela določene stvari dvakrat. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Natalija Berlec, Za. Karmen Dergan, Za. Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Vzdržana. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markel, Za. Nives Matjan, Vzdržana. magister Šimco Mujanovič, Za. Duško Papaš, Za. Božidar Pilej, Božo Pilej, Ančka Podbevšek. Vzdržana. Enega se je prej slišal. Kdo? Božo Pilej, Za. za. Ančka Podbevšek, Vzdržana. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Vzdržan. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edis Rujevič, Vzdržan. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarec, Vzdržan. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, ni. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Vzdržana. Grega Zurman, Za. Igor Žavbi. Vzdržan. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejeti in točka zaključena.